je pomemben del tvojega življenja, vožnja pa verjetno tudi, glede na to, da si kar dosti verjetno na cesti pa za volanom, pa tudi kot sopotnica, ne? In morda vidiš kakšne usporednice med smučanjem in vožnjo, glede na to, da je oboje nekako zaznamuje hitrost, oboje je potencialna nevarnost, pa tudi potencialni velik užitek. Že vprašanje samo po sebi pove veliko stvari, tako da ja, zelo paralelna je stvar med smučanjem in avtom, zato ker vsak prelaz, ki ga moraš narediti, je ogromno ovinkov, drugačna je vožnja absolutno na avtocesti, ampak uživam pa najbolj, ko grem čez kakšen prelaz, ki je zasnežen, ko sem sama v avtu, pa ko je prazna cesta, ko je absolutna varnost, lahko tudi tam izpeljem kakšen zavoj z linijami, ki sem jih pač mogoče izpeljevala. Ja, pa jih še izpeljujem na smučeh. V vseh letih športne kariere si kar dosti kilometrov preživela na cesti, verjetno več, kot si lahko predstavljamo. Pa me zanima, kako doživljaš vožnjo? Zdaj bistveno drugače kot prej. Prej je bila pač ena stvar, ko nisem niti o tem toliko razmišljala, zdaj se bistveno več vozim sama, medtem ko sem prej imela ljudi, ki so vozili in jaz sem enostavno spala in je bila vožnja na nek način počitek, noge v zrak in čim prej se ugasniti in čim bolj izkoristiti ta čas vožnje, ki je bil zares med tekmovanji ogromen. Zdaj je življenje drugačno in avto vidim kot garabo, vsak dan garabiš in če se da, jaz sicer grem peš, ga pustim, da počiva in ni neka stvar, ki jo nujno rabim. Tudi rada grem peš ali pa s kolesom ali pa z drugimi stvarmi, ampak dostikrat je ena stvar, ki je nepogrešljiva, ko grem obiskat starše, ko grem zamenjam kraje enega med drugim, je to nepogrešljivo, tako da je lepo, da lahko vozim ta avto, da ga spoznavam, je res nekaj izjemnega, ker me vsakič preseneti, ampak ja, boš verjetno imela druga vprašanja na to temo. Jaz se ravno to sem hotela vprašati, zdaj en mesec, če spoznavaš novi DS7, kakšen vtis je naredil na tebe, kak avto se ti zdi? Sej to res me preseneča in ta hashtag, ki ga imajo pri DS-u, presenetljiva čarobnost, zdaj vem, zakaj ga imajo, ker je dejansko avto, ki te preseneti v zelo pozitivnem smislu. Govorim o detajlih, govorim o tem, kako dejansko on tudi skrbi zate, za tvojo varnost, za stvari, ki jih prej nisem doživela. Naprimer, ko stopiš iz avta, se ti prižge lučka, rekli so mi, ti sam boj, se bo že videla, kako je. Zdaj ne vem, ali lahko razkrijem vse detajle, ki jih avto premore, ampak res vidi se, da so zares usmerjeni v detajle. Vem, da v vsaki stvari detajli naredijo razliko, tako je bilo pri meni v športu in ko se lahko usmerjaš na detajle in te izboljšuješ, pomeni, da si res na vsakem nivoju. Pa še za konec, načrtuješ mogoče kako konkretno potovanje, malo daljše mogoče s novim DS7? Ja, v bistvu zdaj nas čaka potovanje v Meribel na svetovno prvenstvo, kamor se odpravljamo 2.–3. februarja in je dolga pot. Ravno prej me vprašal en gospod, kam bi umestila, v katero smučišče bi umestila ta avto, v katero smučišče bi najbolj pasal in se mi zdi, da glede na to, da je francoskega izvora, je prav Meribel ali pa Courchevel tisti, ki kamor bi ga jaz postavila, tako da sem vesela, da grem tja in v vlogi Eurosport komentatorke in ena lepa izkušnja biti med puncami, s katerimi smo tekmovali, zdaj sicer v drugačni vlogi, ampak vseeno se počutim kot doma. Hvala tebi.